Jaz sem se zabaval, res dali ognjemet. Rezultati so znani. Sodeč po njih ima Izola novega župana. Zmagal je namreč Milan Bogatič. Vprašali smo ga za komentar ob rezultatih. Imamo pa rezultate z volišč, sodeč po rezultatih ste prepričljivo zmagal. Vaš komentar in kakšni bojo vaši prvi koraki, ko prevzamete župansko mesto? Ja, rezultati še niso dokončni. Dejansko tole, kar nam sporočajo naši zaupniki, pomeni, da nam manjka še samo predčasne volitve. Jaz mislim, da kaže dobro, ker je že zdaj več kot 500 razlike v moj prid. Kakšni bojo moje koraki? Jaz mislim, da je prva stvar, da se Izoli zahvalim. Prvo tistim, ki so šli na volitve, posebej še tistim, ki so mene obkrožili. In seveda, eden od prvih korakov, ko bo primopredaja, se bo malo po domače povedano sprehodil po občini, se pozdravil z bodočimi sodelavci, s katerimi po vsej verjetnosti, kot kažejo številke, se bom družil naslednja 4 leta in bom povedal, da lahko name vedno računajo, na mojo strokovnost in tudi na moj pristop do dela. No, zaradi tega bom dal vedeti, da bodo morali biti tako transparentni v svojem delovanju, kot nameravam biti in kot celo kampanjo že govorim, in predvsem jim bom dal vedeti, da ta občinska uprava bo v bodoče delala samo za občane in da bomo reševali izolske težave, ki so se, ali pa da rečem lepše, izzive, ki so se kopičili že kar v nekaj mandatih. Mislim, da jih bom prepričal in da bojo videli, da imam pozitiven pristop in da bom prijeten sodelavec. Pa boste sodelovali z vsemi v občinskem svetu? Popolnoma z vsemi. Glejte, ni potrebno sklepati nobenih koalicij. Naš program je takšen, da je realen, je pozitivno naravnan, treba bo reševati ključne izzive, velike projekte. In v občinskem svetu je pomembno, da prepričaš večino svetnikov. Pozval bom tudi tiste, ki so kandidirali župane, tudi tiste, ki imajo svetnike, že izvoljene svetnike v občinskem svetu, da se pridružijo pozitivnemu trendu, ki bo začel z mojim županovanjem in da potrdijo vse tiste projekte, ki bodo v korist Izolanov.